večer. Lep pozdrav v mojem imenu. Jaz sem Eva Branc, novinarka. In še dobrodošli v imenu Kulturno-izobraževalnega društva PINA na današnjem večeru v sklopu dogodkov Kultura pred inkubatorjem. Jaz bi začela z enim citatom od pisatelja Tadeja Goloba, ki je v Studiu City dejal: "Če nimaš sindikata, boš pristal na minimalcu." Jaz bi tukaj dodala ali pa še nižje, izjava, ki je sigurno vredna boba leta, zato danes v Kulturno-izobraževalnem društvu PINA gostimo predstavnika sindikata Konfederacije 90-ih, gospoda Damjana Volfa. Lep pozdrav vsem prisotnim. Kot je sam zase napisal, je pripadnik nove generacije sindikalistov, ki je na lastni koži občutil nek moč kapitala in tako na podlagi tega dobil nek recept, kako se mu uspešno zoperstaviti. Od novembra 2010 je kot izvršni sekretar zaposlen na Konfederaciji sindikata 90 in je eden redkih sindikalistov, ki zastopa tako zaposlene v privat kot v javnem sektorju. Pa bi vas, gospod Volf, za začetek vprašala, kaj so tiste osnovne naloge pristojnosti sindikata, kdo se vam lahko vključi in kako vi vidite delovanje sindikata, v katerem ste zaposleni? Tukaj govorimo definitivno o zelo širokem področju. Govorimo seveda o tem, da je vsak, ki je dopolnil 18 let oziroma zaključil za svoje izobrazbo delovno sposoben. Ko govorimo seveda o delovno sposobnih ljudeh, so dejansko vsi v delovnih razmerjih in z tega stališča zastopamo interesno in seveda tudi upravno zaposlene državljane Republike Slovenije. Da pa dejansko razširimo še svoj krog delovanja, imamo pa dejansko tudi upokojence in dejansko močno aktivno delujemo tudi pri tem, da bi vključevali seveda tudi mlado populacijo. Kajti glede na to, kar se dogaja v zadnjih parih letih v naši preljubi državici, govorimo o tem, da namesto da bi svet bil na mladih, je dejansko nažalost tako, da država vzema mlade kot nepotrebno. In katere so tiste najpogostejše težave, s katerimi se srečujejo ljudje, ki pridejo do vas na vaš sindikat? Tukaj moram povedati, da ko sem se leta 2010 odločil, da sprejmem funkcijo izvršnega sekretarja Konfederacije sindikata 90, je bil to zame resen tak zelo zanimiv izziv. Prihajam iz, bi se temu lahko reklo, preproste delavske družine, kjer je bilo ali za vse ali pa za nobeno. Večkrat se je dogajalo, da smo bili brez prehrane, da dejansko smo poznali tudi, kar pomeni lakota. Ampak vzgojeni smo bili dejansko v kontekstu tistega pravega tovarištva, pravega sočutja in iz tega tudi sledi moje udejstvovanje v sindikatu, kajti trdno sem prepričan, da dokler ne dojemeš, koga imaš na drugi strani, da imaš dejansko na drugi strani kapital, ki je vedno korak pred tamo, toliko časa dejansko ne moreš biti uspešen. Je pa dejstvo, da človek, ki pride, ki se včlani v sindikat, ne pričakuje samo od sindikalista, samo od nasvete, pravno pomoč, stališče delovno-pravne zakonodaje, ampak dejansko potrebuje posebej v zadnjih letih tudi velikokrat pogovor, podporo, razgovor. To pomeni, da bi lahko rekel, da je sindikat ratal vsestransko koristna družbena ustanova. In katere so potem tiste najpogostejše težave, s katerimi se soočajo ljudje? Če povzemem samo javno objavljeno poročilo Inšpektorata za delo od leta 2002 naprej, se je dejansko vsako leto kršenje pravic iz naslova plač, dodatkov povečevalo za 100%. To pomeni, tukaj je potem zelo jasno odgovor. Govorimo o tem, da je delovno-pravna zakonodaja v Sloveniji, posebej v javnem sektorju, tako zapletena,
da jo marsikateri delavec, ki pride v službo samo zato, da primarno opravlja svoje delo, ne razume. In to je potem zelo idealno gojišče za množico kršitev, ki dejansko delajo ne samo v gospodarstvu delodajalci, kjer od zadaj seveda kapital, ampak predvsem tudi država, ki bi morala biti za zgled, kaj dejansko pomeni spoštovanje delovnopravne zakonodaje, ki so jo seveda tudi oni so podpisali. Tukaj je tudi treba zelo jasno povedati, da delo v Republiki Sloveniji je veliko podcenjeno. Da dejansko je bilo strani delovno aktivnih ljudi v Republiki Sloveniji v preteklosti ogromno kompromisov v kontekstu, da bo država Slovenija nekoč Švica. In te kompromisi so pa dejansko sedaj ratali tako, da ves denar, ki bi moral iti v blaginjo teh državljanov, se je dejansko obračal ali v bankah, ali v neuspelih prevzemih tako imenovanih tajkunov. In delavci so ostali brez tistih osnovnih pravic in država je, tako kot sedaj, ostala brez denarja. In kaj lahko oziroma celo mora storiti delavec, ki se sooča s kršitvami delovnopravne zakonodaje, se pravi zamujanje plač, neplačevanje socialnih prispevkov? Tukaj je treba v sami osnovi izpostaviti izobraževanje. Ko govorimo o delavski bibliji, je to zakon o delovnih razmerjih. Republika Slovenija je v preteklosti bila v Jugoslaviji, ki je dejansko imela ta sistem zelo zgledno naravnan. Bila je že sama po sebi socialistična država in sindikati so dejansko opravljali tu in tam malenkostno korekcije, drugače pa dejansko že sistem sam po sebi veliko stvari uredil. Z osamosvojitvijo naprej so se pa zadeve zelo močno obrnile. Govorimo seveda o tem, da je kapital prevzel zelo močno vlogo in da smo celo do leta 2003 uporabljali zakon o delovnih razmerjih še iz bivšega sistema, ki dejansko ni bil ažuren in tukaj je bil idealno gojišče za cel kup nepravilnosti. Leta 2003 so tako sindikati kot tudi država so sporazumeli za nov zakon o delovnih razmerjih, kjer dejansko je bilo določene spremembe, ampak spremembe definitivno v korist kapitala. To pomeni, govorimo o večji fleksibilnosti, zniževanju pravic in predvsem zelo jasni poti, da Slovenija nikoli več ne bo več taka socialna država, kot je bila v času Jugoslavije. Sindikatom je uspelo, da smo unikom v Evropi, da nam je uspelo obraniti dodatek na delovno dobo, tega drugi v Evropi ne poznajo, da nam je uspelo ohraniti povračila potnih stroškov, kot tudi povračila za regresirano prehrano in predvsem tisto, kar tudi delodajalci zelo radi omenjajo, plačani odmor za malico. Pritiski glede te tako imenovane delovske biblije so bili zelo močni, tudi strani Evropske unije, strani OECD-ja. In v letu 2013 je ponovno prišlo do spremembe zakona o delovnih razmerjih. Konkretno 12. aprila je začela z veljavo nov zakon o delovnih razmerjih, kjer pa nam je uspelo sindikatom sicer zelo težko dati določene korekcije v tako imenovano delovsko biblijo na podlagi množičnih kršitev, ki so se jih šli delodajalci. Tukaj predvsem govorim o plačilni listi, ker v preteklosti se je na žalost ogromno kaj dogajalo, posebej v takih branžah, kjer je bilo ogromno ljudi iz Balkana, z juga, govorim tukaj o gradbeništvu, da je delodajalec izkoriščal delovno silo brez plačila, da jim je tu in tam dal na roko določene evre in dejansko tukaj je bila zadeva končana. In ta ubogi delavec, po vsej verjetnosti še tujec, ni imel nobene zaščite oziroma možnosti, kako bi dejansko ubranil po svoje pravice, ki je. In po novem
je plačilna lista, ki je delodajalec mora dati izvršilni organ. To pomeni, ni potrebno več nobene tožbe, ampak dejansko samo greš na delovno sodišče, napišeš določen dopis, da pač tega in tega nisi dobil izplačene plače za pretekli mesec in tukaj je že dovolj velik argument, da potem delovno sodišče gre v izvršbo. Seveda je vedno rak rana, koliko je dejansko primerna delovna doba za aktivne v Republiki Sloveniji. Moram priznati, da tudi kolegi priznavajo, da takšnih sprememb, kot se je zgodilo v zadnjih 3 letih, ni bilo prej v zadnjih 30 letih. Spreminjal se je tako zakon o delovnih razmerjih, ki je delovska biblija, spreminjal se tudi zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in predvsem spremenilo se je ogromno zakonodaje z stališča javnih uslužbencev. Predvsem pa se je zgodil en kolaps, da je na račun tako imenovane krize uspelo državi prvič v njeni zgodovini z enim samim zakonom, to je zakon o uravnoteženju javnih financ, spremeniti 39 različnih zakonov, ki se dotičajo, to se upam trditi, popolnoma vsakega državljana. Ta zadeva je bila urgentno, pod grožnjo Evropske trojke, potisnjena sindikatom v roke in glede na veliko razpršenost sindikatov, v Sloveniji jim je reprezentativnost priznana 55 centralam, ponavljam 55, je dejansko bila kvota za veljavnost ZUJF-a s podpisi velike večine veljavna. In jaz sicer s ponosom lahko rečem, da Konfederacija sindikatov ni bila podpisnica tega zakona o uravnoteženju javnih financ, kajti ne mine tedna, da ne ugotovimo, kako so zopet ubogega državljana dobesedno pripeljali na suho. Ko pa govorimo, da se še malenkostno dotaknem zakona o delovnih razmerjih, je pa poleg plačilne liste, poleg jasno definiranih delovnih razmerij, kaj to pomeni. Če pogledamo zadnje 3 leta, to je analiza Zavoda za zaposlovanje, je od vseh pogodb, ki so bile podpisane, bilo 80% pogodb podpisanih za določen čas. Zakon o delovnih razmerjih je pa še leta 2003 jasno definiral, da je delovno razmerje, v sami osnovi delovno razmerje za nedoločen čas, razen v izjemnih primerih. Taka je tudi evropska direktiva, ampak ker prepogosto država tudi dobesedno soglaša s tem, kar je kapital oziroma delodajalci ponujajo v ozadju, se sindikati prepogosto soočamo na teh pogajanjih z dvojnimi nasprotniki, državo in delodajalci. In z tega izhodišča je nam uspelo, da so dodatno obdavčili delodajalce, ki zaposlujejo s pogodbami za določen čas. To pomeni, lahko zelo jasno povemo, da delodajalec, ki zaposluje za nedoločen čas, plačuje manjše davke in prispevke kot delodajalec, ki zaposluje za določen čas. Druga zadeva, ki je zelo pomembna, je, da je v prehodnem obdobju do leta 2018 povečana vsako leto za 1 leto meja za starejše delavce. V letošnjem letu, leto 2014, je starejši delavec tisti, ki je star 55 let, ne glede na spol, in do leta 2018 se to povečuje do 58 let. Argument delodajalcev je bil, da imajo velike probleme, predvsem delavci, starejši delavci, ker te starejši delavci imajo zaščito
da ne smejo opravljati nočnega dela, da ne smejo opravljati nadurnega dela, niti prerazporejenega dela in da so ti delavci, če izgubijo službo, neuporabni za delodajalce, ker imajo to toliko omejitev. In v nov zakon o delovnih razmerjih je šla potem tudi točka v zakonu notri, da delavec, ki je sicer starejši delavec, če izgubi službo in gre k drugemu delodajalcu, da nima več zaščite starejšega delavca. Argument, ki pa v dobršni meri lahko tudi zdrži, je pa to, da je bolj mamljiv za delodajalce. Ko govorimo o zaščiti agencijskih delavcev, smo tukaj dali jasno definicijo notri, ker ravno prav nam je prišlo, ko je bila ravno afera glede agencijskih delavcev, ko smo dobesedno iz besede v besedo metali ta zakon o delovnih razmerjih, da agencijski delavci so konkurenčni delavci. To so dejansko delavci, ki so konkurenca redno zaposleni. In seveda delodajalec tukaj izključno zasleduje cilj nižjega stroška. In tukaj smo v zakonu o delovnih razmerjih jasno definirali, kdaj in pod kakšnimi pogoji in predvsem pod kakšnimi odgovornostmi lahko delodajalec zaposluje agencijske delavce. Zelo podobno je seveda tudi z delavci, ki imajo odprto samostojno podjetništvo. Tukaj se je jasno definiralo, da ukolikor je samostojni podjetnik, ki je seveda ena oseba, ima 80% posla, če se lahko tako izrazim, vezanega na enega naročnika, da ta naročnik ne more iz danes na jutri odpovedati tega tako imenovanega naročila, ampak da dejansko ima določene odpovedi. To je pač v izogib tega, kar se je množično predvsem dogajalo v novinarskih krogih, ko dejansko je bila zadeva zelo, zelo alarmantna. Naslednja zadeva, ki bi jo izpostavil, ki je nažalost tudi zelo urgentna in ne prišla prav, je izredna odpoved. Izredno odpoved vam lahko da delodajalec, ampak tudi na delovni inšpekciji so bili presenečeni, ko smo tudi mi začeli prvi na tem delu Slovenijo uporabljati ta element izredno odpoved. 111. člen zakona o delovnih razmerjih vam da možnost, da ukolikor delodajalec ne izpolnjuje vaše pogodbe o zaposlitvi, da lahko daje odpoved tudi delavec. Kdaj? Kolikor za obdobje 2 mesecev ne dobite v celoti najkasneje do 18. v mesecu plačilo za pretekli mesec, imate možnost, da date izredno odpoved. Oziroma, če vam delodajalec v obdobju 6 mesecev 3 mesece ne plačuje davkov in prispevkov. Opozorite delodajalca na kršitev vaše pogodbe o zaposlitvi, pošljete istočasno to opozorilo oziroma opomin tudi inšpektorju za delo. 3 dni časa ima, da delodajalec to kršitev odpravi. Vkolikor je ne odpravi, imate 30 dni časa, da podate izredno odpoved. Ko podate izredno odpoved po 111. členu, imate popolnoma iste pravice, kot če bi dobili redno odpoved iz poslovnega razloga. Kaj to pomeni? Pripada vam seveda odpravnina, pripada vam odškodnina za odpovedni rok in vse neizplačane plače, ki dejansko vam jih ne izplačajo. Odpovedni roki. Ko govorimo o odpovednem roku, zakaj so namenjeni odpovedni roki? Odpovedni roki so namenjeni, da tako delavec kot delodajalec razčistita oziroma prideta na nulo glede vseh obveznosti, ki jih imate. Govorimo o dopustu, govorimo o prerazporednih urah in govorimo o vseh plačilih. Prej je bil odpovedni rok vezan na to, odvisno koliko časa si bil zaposlen pri zadnjem delodajalcu. Nov zakon o delovnih razmerjih je obral zelo podobno zadevo, s tem, da je jasno definiral, da je
odpovedni rok, če si zaposlen do 1 leta 15 dni, če si zaposlen do 2 let 30 dni, za vsako naslednjo leto je pa še 2 dni dodatno. Se prišteva. Tisto, kar bi še posebej rad izpostavil in je tudi zelo pomembno, je, da je zakon o delovnih razmerjih tisti, ki je na vrhu te piramide. Povem, pod minimum pravic, ki jih imate vsi zaposleni v Republiki Sloveniji. Potem pa govorimo samo še o stvareh, kolektivnih pogodbah, dejavnosti konkretno, ali govorimo za javni sektor, šolstvo, vzgojo, ali pa govorimo za gospodarstvo, ki dejansko pod te pravice ne more iti, lahko jih pa samo širi. To pomeni, uredijo bolj ugodno za zaposlene v tej dejavnosti. Tistega, kar bi se rad tudi danes dotaknil in kar je tudi zelo, zelo rak rana skoraj da vsakega delodajalca, je spoštovanje zakona o varnosti in zdravju. Vsak seveda najprej pomisli na delovno obleko in tukaj se v veliki večini potem tudi konča. Ampak je stvar dosti bolj globinska in tukaj zaenkrat še nisem srečal delodajalca, ki bi 100% imel stvari, ki stekajo iz zakona o varnosti in zdravju pri delu, popolnoma. Tisto, kar še daje dodatno težo, je to, da se je glede na močne pritiske na zaposlene, da delamo več in da ni več poanta razmišljanja vaš privatni čas, ampak vaš delovnik, ki je z dneva v dan daljši in večji, da se pojavlja zelo veliko absentizma in presentizma. In zato je zelo pomembno, da delodajalec z določenimi ukrepi vlaga v svoje lastne zaposlene. Tudi mednarodno je dokazano, da vsak vložek v lastne zaposlene se najmanj otroji. Seveda je vedno znova in znova sindikati oziroma tudi predstavniki delavcev trčimo ob oviro, to je strošek. Ampak vedno znova in znova poudarjamo, da je delovni čas vedno daljši, da je z novim zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se delovna doba podaljšuje in da je tudi trend takšen, da se bo še podaljševala. In predstavljate si, da bi nek delavec v livarni fizično delal do svojega 65. ali pa 70. leta pod takšnimi pogoji, kot so sedaj. Skrajno nemogoče. In tukaj je potrebno okrepiti to zavedanje, da vam delodajalec mora omogočiti varno, zdravo delovno okolje. In da imate pravico odkloniti delo, vkolikor delodajalec tega ne omogoča. Skratka, omenili ste že nekatere spremembe, ki so se dogajale na področju delovnopravne zakonodaje, pa me zanima še to, kakšni so pa obeti za leto 2014? Se obetajo kakšne spremembe, kakšno bo prihajajoče leto? Tukaj govorimo o tem, da je zelo priročna zadeva ta recesija. Kajti z njihovega stališča je seveda popolnoma neetično zahteva sindikatov, da se vrednoti pravilno ceno dela. Kajti oni pač vedno znova in znova postrežejo s tistimi floskulami, ni denarja, država nima denarja, gospodarstvo diha na škrge in tukaj je seveda idealni manever, da se pritisne na še nižje stroške dela, kot se sedaj. In tisto, kar se nam v zelo kratkem času obeta, je definitivno sprememba zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Tukaj so močni pritiski strani Evrope, da je to 40 let delovne dobe in 65 let, kar trenutno velja za
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki velja od 1.1.2013, očitno premalo in da bo treba delati še ne. Tisto, kar je tudi močno aktualno in kar tudi zelo, zelo aktivno osebno sodelujem, je seveda ta javni sektor. S tem pravim, nesrečni javni sektor. Vedno znova in znova slišimo te zelo lepo zveneče floskule. Javni sektor je tisti, ki je parazit. Javni sektor je tisti, ki je nepotreben. Nihče se pa dejansko ne vpraša, kaj je javni sektor. Javni sektor je naše zdravstvo. Javni sektor je naše šolstvo. Javni sektor je kultura. Jaz se javno vprašam, imamo dobro šolstvo, imamo dobro zdravstvo, zavide nam ga marsikatera članica Evropske unije. In predvsem zelo jasna zadeva, da kolikor narod nima kulture, nima tudi identitete. In v načelni drži bi se dejansko lahko strinjal s tem, da je javni sektor res velik. Govorimo seveda o številki 158,000 zaposlenih v javnem sektorju. Ampak tukaj se je treba naliti čistega vina. Javni sektor je dejansko tisti, ki nam omogoča oziroma daje storitve in usluge. Javni sektor se je gradil dolgo let in v veliki večini na žuljih in trudih javnih uslužbencev. In zdi se mi zelo podlo, prelahko, da bi dejansko sedaj na tako enostaven način ves ta trud izničili samo zato, ker je treba varčevati. Vedno se je treba vprašati cena, ki bo dejansko prišla z nekaj leti za nami in ta cena bo bencinska. Predvsem pa je treba zelo jasno tudi povedati, da mi smo naredili analizo in šli smo točno po tarifnih razredih. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. in tako naprej. In primerjali smo dejansko plače javnih uslužbencev v 7. tarifnem razredu. Kje mislite, kdo je v višjem? V gospodarstvu ali v javnem sektorju? Gospodarstvo. Kar očitno višje plače. In tukaj novinarji, ki povzemajo izključno del zgodbe, namesto da bi povedali celoto, to je skrajno nekorektno dejanje, kajti če pogledamo na splošno, kakšna je izobrazbena struktura javnega sektorja, pridemo do zelo enostavnega zaključka, ki pove vse. Izobrazbena struktura v javnem sektorju je za 2 tarifna razreda višja kot v gospodarstvu. In iz tega izhaja popolnost. In tukaj imamo kljub vsemu sindikati, ki delujemo tudi v javnem sektorju, zelo močne pritiske. Dejansko skoraj da ne mine teden, da se ne dobimo na sejah s trenutnim ministrom Virantom, ki je glavni pogajalec strani vlade. In tukaj je napad dobesedno na plače, na dodatke in predvsem na račun varčevanja tudi na delovne pogoje javnih uslužbencev. Tako da se bojim, da v letu 2014 se bo kršitev delovnopravne zakonodaje samo še stopnjevalo in da je tukaj še toliko bolj pomembno, da se vsaj v osnovi, v izključni osnovi, preletite enkrat, dvakrat zakon o delovnih razmerjih, to je že zelo dobra osnova, da vsak posameznik pri sebi se zave, kaj dejansko lahko naredi popolnoma vse. In ko imaš potem te informacije in če se potem še dodatno izobražiš, potem je zadeva gledana iz drugega zornega zelo. In jaz vedno znova in znova pravim tudi mojim kolegom, sindikati smo ljudje.
pravi sindikalist mora biti 90% časa na terenu. Med ljudmi, pobirati stanje, ugotavljati anomalije, se pogovarjati z njim in šele potem je lahko uspešen sindikalist. Seveda, to pomeni način življenja. In v teh kriznih časih je toliko bolj pomembno. Kajti nemalo krat sem bil deležen izjav vodilnih, vodstvenih ljudi, nimamo denarja za plače. In ni minilo teden, še manj, se je pa zgodilo, da je pripeljal na pogajanja za plače samo eno izmed uglednih odvetniških pisarn za njih. In tukaj je ta dvoličnost. In tukaj tudi jaz tam opažam, da človek že sam po sebi je narejen v strahu. Boji se. Tako je reč. In če sedaj še spremljamo medije, smo jim priznati, da že dolgo časa ne gledam televizije, vsaj dnevnik, kakšen romantični film Ženo pa Jan. In da še dodatno napihne. In tukaj je potrebno delodajalcu narediti samo še kakšen čez rob in ima idealnega, ubogljivega zaposlenega. In tukaj je ta osnova, da se vsak posameznik zave, kaj so njegove pravice in seveda tudi kaj dolžnosti. Jer prevečkrat se dogaja, da delodajalec zelo dobro ve, kdaj delavec krši svoje obveznosti s pogodbo o zaposlitvi in da se hitro kaznuje. Ko pa dejansko delavec opozori delodajalca, potem je pa kar naenkrat druga zgodba. Pa kaj se greste? Tukaj je ta dvoličnost, ta dvojni obraz, ki dejansko človek zaposleni mora dojeti. Delodajalec izključno samo delodajalec. Zakaj ste vi v službi? Seveda, ne. Najboljši odgovor je zato, ker rad delam. Rad opravljam delo, za katerega sem se izučil. To je vse super in prav, ampak brez denarja pa ne gre. In jaz zelo pogosto v svojem članstvu pravim, koliko vas ceni delodajalec? Točno toliko, koliko vas plača. Če vas ne plača nič. Še v Egiptu so sužne plačevali, ne? To pomeni, ste še v slabšem položaju. In nažalost sem bil soočen v tej kratkotrajni karieri z kar nekaj primeri, ko so prihajali k meni bivši zaposleni, ali pa celo zaposleni, niti sami niso vedeli, v kakšnem razmerju so delodajalca, ki že 6 mesecev niso dobili plač. Dejansko z apelom pomagajte nam. Ne vemo več kako, kaj in zakaj. In to je tudi napredek novega zakona o delovnih razmerjih, kajti jaz sem bil fasciniran leta 2010, ko sem imel prvi primer in pride do mene gradbeni delavec, ker pokrivam tudi gradbeništvo, in mi pravi, nisem dobival že 8 mesecev plate in tu in tam sem pa dobival nekaj davke. Seveda, šel sem takoj do inšpektorja za delo, in veste, kakšen je bil odgovor? Nikjer v zakonu o delovnih razmerjih, pred zadnjim, in zadnjim, ki velja, ne piše, da mora delodajalec dajati plačo na tekoči račun. Veste, kaj to pomeni? Imeli so beležkice, direktorji, in so notri pisali. Danes sem ti dal 50 evra, jutri, oziroma čez 2 tedna ti bo dal še 50 evrov in to. Končana zgodba. Če ti ni všeč, pojdi drugam. In tudi mi kot sindikati, razen z interesnim pritiskom, dejansko ni šlo. Sedaj v zakonu o delovnih razmerjih pa jasno definira vse elemente plač, razen povračil, poročil smo rekli, to je poročila za prehrano in za prevoz, morajo biti v denarni obliki in morajo biti na tekočem računu, najkasneje do 18. meseca. Tako da izzivov je ogromno. Tisto, kar je pa zelo pomembno, je pa seveda osveščanje. Osveščanje, da se vsak posameznik zave, da ima tudi delodajalec svoje obveznosti.
Kaj pa še pogled na stanje mladih pri iskanju zaposlitev? Kje je država v tem primeru delala glavne napake? Jaz si upam zatrditi, da v sami osnovi pri študentskem delu. Zakaj? Ne me napak razumeti, ampak država se je zelo elegantno rešila odgovornosti, ki ima do mladih. Namesto, da bi, tako kot v sistemu, ki je veljal predtem, država z štipendijami vključevala mlade v perspektivno podjetje in bi potem dobila tudi na koncu kader, ki bi dejansko takoj po zaključku šolanja bil že usposobljen za delo, in je dejansko dala državne štipendije in seveda tudi študentsko delo. In to študentsko delo je seveda za študente dobrodošlo, ampak hkrati pa dejansko velika potuha državi, da je to zadeva pustila popolnoma primer. In potem smo soočeni s tem, kar se dogaja v zadnjih letih, da sicer vsi pravijo, seveda, mladim njih svet stoji, v drugi strani pa bodi srečen, da imaš pogodbo za določen čas, za obdobje enega meseca in potem bomo videli, kako je in kaj in zakaj. In potem se pogovarjamo z konkretno mojimi starši. Moj oče, star 19 let, je prišel s trebuhom za kruhom, tam spoznal mojo mamo, delala v podjetju, kot delavca brez izobrazbe, in sam sistem jim je nudil takoj stanovanje. Kredit je dejansko s svojimi skromnimi plačami sta naredila res določeno kvaliteto družinskega življenja in predvsem si ustvarila družino. Kaj imamo pa sedaj, oziroma kaj imate pa sedaj mladi? Lahko ste srečni, če imate pogodbo za določen čas. In tukaj je dobesedna država, ne da je zaspala, načrtno je dejansko delala na temo, da se izogiba odgovornosti, ki jih ima do mladih. Je pa seveda zadeva zelo kompleksna, ker tukaj je seveda tudi nekje drugje, vsaka zgodba ima rep in glavo. Mi seveda sedaj govorimo o repu, glava je pa seveda še nekje drugje. Dotaknemo se še malo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Poglejmo pokojnine. Koliko so dejansko pokojnine v Republiki Sloveniji? Primerjamo se recimo z Grčijo. Grčiji je Slovenija kar nekaj denarja posodila po res minimalnih obrestnih merah, kar je dejansko država dobesedno bankrotirala, ampak če pogledamo pokojnine Grka in pokojnine Slovencev, 1:3. Kje je zdaj logika? Govorimo o tem, da starejši delavec, ki si je zaslužil pokojnino, garal 40 let, dobiva pokojnino po 400-500 evrov. Ta je dejansko, glede na to, da si je določeno kvaliteto življenja naredil, določen standard, prisiljen, da dela še naprej. In s tem, ko dela naprej, kaj se zgodi? Vse veste, kako je, ko nekdo sedi na stolčku, se hudiča ne bo umaknil. Naredil se je naredomen, seveda iz tega potem izhaja, da ste zopet žrtva zelo dobro izobraženi mladi ljudje. In tukaj bo treba zelo z velikimi koraki narediti stvari, ki bodo imeli zelo hitro posledice. Prej ste omenili že gradbeni sektor, poznate tudi pri zgodbi Primorja, podjetja, ki je trenutno v stečaju. Javno ste kritizirali trenutno insolvenčno zakonodajo, ki določa pravila igre pri stečajnih postopkih. Ravno prejšnji teden se je zgodila preobrat v tej zgodbi, kjer bi delavci Primorja dejansko morali dobiti zapadle obveznosti stečajne mase, ampak bodo zaradi pritožbe državnega jamstvenega sklada še nekaj časa čakali na ta svoj denar. Kako komentirate ta zaplet? Kakšen je vaš pogled na to? Tukaj bi uporabil ponovno izraz sužnji. Zakaj? Dejansko, vedno znova in znova sem šokiran, kako gradbeni delavci lahko tako
država spregleda, ignorira, ko pa dejansko so ta isti gradbeni delavci garali dneve in noči, so naredili cestno infrastrukturo. In nažalost, ali pač na srečo, sem bil zraven kot prvi vodja stavka v Primorju, kot tudi prvi vodja stavka v Kraškem Zidarju. In stvar je zelo enostavno potekala, zato ker so ljudje rekli, imamo dovolj. Imamo dovolj, ker ogromno denarja se je obračalo in naši žepe je šlo se vrati. In nihče me ne bo prepričal, da so te stvari se dogajale seveda tudi v soglasju z takrat veljavno politiko. Pa ne si bo levo ali desno. Oboji so bili v tistih časih. In sedaj, ko so pa dobili žrtve, poimenovali so jih tajkune, pa naj si bo Zidar, pa naj si bo Črnigoj ali pa celo Hilda Tovšak, so v popolnoma isti žakelj dali tudi gradbene delavce. Te iste gradbene delavce, ki so njih malo svoje družinsko življenje popolnoma uničili na račun tega, da so petke in svetke, sobote in nedelje delali za to, da si bodo lahko nekoč uredili boljše življenje, kot se ga imeli. In tako stečaj SCT, stečaj Primorja, kot tudi stečaj Kraškega Zidarja in seveda tudi Vegrada še prej, je bil in je velika sramota v naši državi. Denar se je izčrpal, denar se je pobral in ko govorimo o stečajnih masah vseh teh podjetij, poskušajo dati občutek, da ne bodo delavci zadovoljni z majhnimi drobtinici. In ko govorimo o stečaju podjetja, nikoli ne bom pozabil te fraze, enega izmed stečajnih upraviteljev, ki mi je rekel, gospod Wolf, lepo in prav se borite za zaposlene, se borite za bivše zaposlene namreč, ne? Ampak meni pa nekaj ni jasno, mar ne razumete. Vsak stečaj podjetja pomeni konec. Vam karikiram. To je pacient, ki je umrl na bolniški postelji. In potem se je rekel, pa to ne drži. Veste, 80% stečajnih postopkov v tujini, ki se zgodijo, nadaljujejo nemoteno za svoje proizvodne naprej. A razvlasti se lastnike in delavci skoraj da ne čutijo stečajne podjetje. Kaj se dogaja pri nam in to je zelo referenčen primer v gradbeništvu. Gradbeništvo SCT Primorje in tudi Kraški Zidar je imelo fantastične reference. V času Jugoslavije so delali Libija, Irak, Iran. Priznani so. In popolnoma nič se ne bom uštel, če ne bom rekel, toliko kot jim je država, gradbincem namreč, dovolila, da so se v času gradnje avtocestnega križa povzdignili, toliko je tudi kriva za propad teh velikih gradbenih podjetij. Zakaj? Ko govorimo o primeru Primorja, veste, koliko denarja smo prosili takratnega ministra Žerjava? 20 milijonov evrov. Koliko smo že dali za dokapitalizacijo Nove Ljubljanske banke? Govorimo o čez 10.000 delovnih mest, ki jih s tem lahko rešili. Kompletna Vipavska dolina, Ajdovščina v celoti je bila, ni bilo skoraj da družine, ki ne bi imela zaposlenega ali bil kakšen podizvajalec, odvisno od skupine Primorje. In so nam lepo odgovorili politiki namreč, da država ni božiček. Dali smo jim analizo, koliko v 2 letih
bo država morala dati za socialne transfere teh delavcev. Prišli veste, do kakšne številke? 56 milijonov. Se rekli, v redu. Raje damo 56 milijonov v 2 letih, kot manj zdaj 20 milijonov. Pa veste zakaj? Ker ne bomo podpirali zaposlene, ki jim je dolga leta vlada v triku. Si predstavljate? In to je kruta realnost. In te delavci, te oboji gradbinci so zdaj prepuščeni v veliki meri samo sebi. Mi kot sindikat, en redkih sindikatov, ki ni pustil te delavce na cedilu, kljub temu, da treba je priznati, ne dajo niti centa več v našo malho skozi članarinja, ampak naša dolžnost, naša obveznost je, da dejansko pomagamo tem ubogim delavcem in da prevzememo naloge in dolžnosti, ki bi jih morala država teh dajati. In ko govorimo o tej insolvenčni zakonodaji, je ta insolvenčna zakonodaja, to si upam trditi, tako skrbno napisana na roke določeni populaciji ljudi, da kljub floskuli, ki govori, da je delavec prednostni upnik, je to ena izmed največjih laži, kar sem jih slišal. Dogaja se nam namreč, da se sicer delavci prijavijo terjatom. Prednostne terjatve so zadnje 3 plače, če jih delavec seveda ni dobil. In so odpravnine, ki je seveda delavec ne prijel, ker je šlo podjetje v stečaj. Javni jamstveni preživninski in invalidski sklad je bil ustanovljen s strani Republike Slovenije, govorimo o državnem skladu, izključno zato, da pomaga delavcem, ki izgubijo zaposlitev zaradi insolvenčnosti podjetja. In oni jim resnično, to je pohvala vredno, izplačajo naprej določene finančne sredstva. In potem vstopijo notri v stečajno maso kot upniki. In ko govorimo o tem primeru, ki se je tudi danes odvijal, kajti prišel sem naravnost iz pogajanj z direktorom javnega jamstvenega in invalidskega sklada v Ljubljani, da bodo naj bi delavci Primorja dobili po, poslušajte me dobro, 19 mesecih od oklice stečaja, 19 mesecev, več kot leto in pol, drobtine, 15% svojih prednostnih terjatov. Za toliko, da boste imeli predstavo, prijavili so delavci Primorja 20,2 milijona evrov vseh terjatov, od tega prednostih 16,6 milijona evrov. Veste, koliko je vseh priznanih terjatov? Gibajte. 400. Koliko je potem procentualno delavec notri v stečajni masi? Zanemarljivo. Govorimo seveda o nizkih procentih. Ampak veste, kaj se dogaja? Dogaja se, da v času insolvenčnosti podjetja, to je prav praksa ratala v Sloveniji, da delodajalec seveda, da preživi, hodi od banke do banke in prosi za kredite. Rešite me. In seveda banke, tiste banke, ki smo jih mi dokapitalizirali že neštetokrat, kamor so šle milijarde in milijarde naših evrov, pravi v redu, vam bomo dali kredit, ampak vam bomo dali enormne obrestne mere in rabimo seveda vašo premičnino ali nepremičnino kot garancijo. In ko pride do stečaja podjetja, veste, kaj se zgodi? Ugotovimo konkretno v Primorju, da je 70% priznanih terjatov, govorimo seveda o 400 milijonih evrov, notri kot ločitveni ali izločitveni upnik. Ločitveni upnik pomeni, da je brez njegovega soglasja nobeno premičnino ali nepremičnino ne more prodati stečajni upravitelj, rabi njegov kljukico, ni ves denar gre k njemu, ne k delavcem. In druga zadeva, izločitveni upniki so pa, da dejansko, ko prije do stečaja podjetja, konkretno, vam dam kredit in rečem, upravna stavba je moja. Dam gor pravico do izločitvenega upnika in ko prije do stečaja podjetja, more po insolvenčni zakonodaji
stečajni upravitelj predati v upravo meni to upravno stvar. In kje so delavci? Kje so delavci, ki pravijo te naše vrli politiki, so itak imajo prednost notariatov dobili bodo, zagotovo. Nikjer. Zgodil se je celo ta lapsus, da po 19 mesecih naj bi stečajne mase dobili 15% prednostnih terjatov. In zgodilo se je, jaz nisem mogel verjeti, ko sem to slišal, zgodilo se je, da je ta jamstveni preživninski invalidski sklad, ki ga ustanovila Republika Slovenija, rekel, ne bomo več delali tako, kot smo delali v preteklosti, ko se je sorazmerno poplačevala tudi njega, to pomeni, če je šlo delavcem 15%, je šlo tudi jamstvenemu preživninskemu skladu 15%, ne. Ker nas je strah, ker se bojimo, da nikoli več ne bodo izplačevali, ne? Ker bodo prej banke na vrsti, ker imajo ločitvene ali prezločitvene pravice, hočemo takoj vse sedaj. In so dejansko blokirali izplačilo teh 15%. Si predstavljate? In to, Republika Slovenija, to je nemogoče. Mi se vedno sindikati borimo proti komu že, kapitalistom, ne? Se je pa kar neka država, tako očitno, ne? In s ponosom, oziroma ne s ponosom, ampak z nasmeškom obrazom moram povedati, da danes nam je uspelo to jasno predstaviti direktorju in po teže argumente mnogo postati. Ampak koliko energije, koliko časa za eno stvar, ki bi morala biti samo vnjeno. To je dejansko samo tisti pravi obraz, kako niti centa ne dajo brez borbe ubogemu delavcu, ki je že 19 mesecev v veliki večini, brez zaposlitve, brez možnosti, da bi se sam preskrbel in izključno na socialni pomoči. Kje je tukaj potem Evropska unija? Kje je potem tukaj perspektiva? Se ni. Govorimo o 8 mladih. Pogodbe za nedoločen čas. Govorimo o starejših. Minimalni pokojnini, če jih seveda dočakamo. Govorimo o tistih, ki so 50 let stari, ki so tik pred koncem svoje kariere, ko bi dejansko morali imeti tisto, postrgati smetano, ki si jo dolgo časa delali tokom svoje kariere. Ne, si dejansko nepotreben. In to je tista situacija, ki jo sindikati iz dneva v dan spremljamo in s katero smo soočeni. Ampak kljub temu, govorim seveda v imenu Konfederacije sindikatov 90 in seveda tudi v mojem imenu, nikoli niti za procenta ne odstopamo od delavskih pravic, ki so bile izbojevane tudi s človeško krvjo. In uporabil bom tisti zelo, zelo znan stavek, da je recesija idealna za osveščanje vseh zaposlenih o njihovih pravicah. Jaz mislim, da sva dokaj splošno in izčrpno vseeno odgovorila na določeno vprašanje, ampak verjamem, da vsak delavec, vsak posameznik ima svojo zgodbo, zato bi povabila zdaj prisotne. Če še bilo kakšno vprašanje, zdaj imate to možnost, da gospoda Wolfa vprašate. Mene bi zanimalo, kakšno sodelovanje z inšpekcijskimi službami. So ustanovljene strani države, so bolj na strani države, bolj na strani. Tukaj bom tako povedal, ne? Popolnoma zopet čisto odkrito. Dogajalo se nam je in nažalost se nam še vedno, da nam dejansko prihajajo ljudje, ki niso naši člani in so bili poslani z strani inšpektorja oziroma inšpekcije za delo z jasnim apelom. Povedano mi je bilo, da edino sindikatom lahko pomaga. In tukaj sem mislim, da več kot dovolj povedal, kaj je dejansko na tem segmentu. Ker tukaj je treba sicer jasno povedati, da trenutno veljavni zakon o inšpekcijskem nadzoru je seveda poln lukenj, ampak kljub vsemu je določen napredek naprej. Po drugi strani bom lahko povedal svojo izkušnjo. Najbrž ste mogoče tudi spremljali agonijo delavcev 5 nove. So ubogi delavci, ki so bili
Po poklicu začetka stečajnega postopka se je zgodilo, tisto, kar sem nažalost tudi jaz pričakoval, da je ratala Vipavska dolina in predvsem Ajdovščina idealni bazen za manipulacije z zaposlenimi oziroma z brezposelnimi. Kaj se je dogajalo? Dogajalo se je, da je bilo strani računovodskih služb SPM ustanovljeno kar veliko število novih DOO-jev. Ustanovitveni kapital je bil minimalen, 7500 evrov in dejansko te DOO-je so prodajali tudi z zelo lepimi obljubami in željami. Obljube so bile, slovenski delavci priden, je pošten, ni jezikav in predvsem tisto, kar je daleč najlepše, uredil, da ti bo delal petke, svetke, sobote in nedelje za minimalno plačo. Naredil ti bom tudi akt o sistemizaciji, oziroma če jih imaš manj kot 10 zaposlenih, sploh ne potrebuješ akta o sistemizaciji. Pa veste, kaj je akt o sistemizaciji? To je glavni interni akt delodajalca, s katerim se določa delokrog vsakega zaposlenega. Če nimaš tega internega akta in če ti celo zakonodaja tega ne predpiše, to pomeni do 10 zaposlenih, potem dejansko lahko danes, kaj že, pometam cesto, jutri sem pa lahko že na računalniku delam avtokar. In vse je legalno. In tukaj je zelo, zelo velik bazen za izkoriščenje delavcev. Tisto, kar sem pa mislil povedati, je pa zgodba o Petnovi. Zgodilo se je, da je prišel zelo, zelo s pompom napovedani 30 novih delovnih mest v središču Ajdovščine. Župan občine Ajdovščine seveda je bil vesel in je rekel, super, bomo dali tudi določene narekovajih subvencije, samo da pride nekdo tujec in da nam zaposli kader, ki je ostal brez zaposlitve po stečaju podjetja Primorja in še kar nekaj podjetij je v tistem okoli še šlo v stečaju. In res, delali so 2 meseca. Njihova glavna naloga je bila likanje nogavic in pakiranje z novo embalažo, dobili so jih z Azije, Kitajske, z novo embalažo Made in Yoga. To še je ocena, takrat višja. No in te delavci so delali mesec, 2 in obljubljeno jim je bilo, da če bodo normo, ki jo je postavil lastnik podjetja, pazite, lastnik podjetja in normiral delo. Ne strokovna oseba za varnost ali pa zdravje pri delu. Direktor je rekel, ta stroj je toliko boš naredil in če ne boš naredil, rabi. Veste, kaj se je potem zgodilo? Fantje so delali poskušno obdobje brez plačila, samo da bi dobili delo. 14 dni so delali brezplačno. In po 14 dneh, če si bil priden, je pa rekel tako, v redu, vas bom zaposlil, ampak veste kako, ne? Vam dal tudi dodatke za preseganje norme. Fantje seveda, bili so vaših let mladi. In so presegli norma za 150. Ne vam povem, nobenega WC-ja, nobene malce, nič. Samo zato, da pride kaj več v denarnice. Ne? Veste, kaj se je potem zgodilo po tem mesecu? Tega nisem rekel jaz. Ampak normo je popljudiš. In potem so prišli do nas. Nažalost, dokaj pozno. In so rekli, delamo, plače dobimo, če dobimo. In normira nas direktor, ne pusti nas na WC, ne pusti nam, da bi šli na pijače, ne nič. In seveda, prvo je bilo opozorilo delodajalcev, delodajalci naše opozorilo na tako. Kasneje smo ga dobili namreč v košu njegove pisarne. In potem, ko smo tudi, jaz imam tak način dela, da tudi poskušam medijsko izpostavljati te najbolj urgentne stvari v opozorilo vsem ostalim, da je sicer obljubo, da bo poravnal vse obveznosti, ampak zgodilo se je pa nekaj fascinantnega. Naslednji dan, ko bi mogel delavcem dati denar, čez noč je sprazno hale. Šel je. In ko je všel, puštel kompletno vse terjatve delavcem
občini. In to je bil tisti tujec, ki bo rešil delovno mesto pri nas. In na račun tega, da država ni pomagala ohraniti kvalitetno delovno mesto, seveda smo si nejasni, ko govorimo seveda o gradbeništvu, to je bil prednavihnem belem. Ampak tista delovna mesta, ki so pa imela perspektivo, je pa neumno, da jih dejansko za vsako ceno spraviš v nič. Je pa naredila idealen teren za manipulante in zopet je tista, ki potegne takratko, poleg opletenih delavcev, to je pa država. Kje mislite, da so zdaj ti delavci? Asocialni, brez perspektive. Samo tako je pa jasno vprašanje, kaj je država naredila. Jaz, ko sem konkretno poklical inšpekcijo za delo, veste, kaj so mi rekli? Ko sem poklical inšpekcijo za delo izključno zato, da ugotovi, da je delodajalec odšel. Veste, kaj so mi rekli? Nimamo uradnih ur. Halo? So rekel, zdaj pa dovolj. Glavno inšpektorico v Ljubljani. Ura pa je poklicala sama. Ljudje določene službe v javnem sektorju, ki bi morale imeti in imajo to dolžnost kontrole, so popolnoma zatajene. Izgovorov je seveda malo morje, ampak če človek išče izgovore, potem je že sam po sebi neučinkovit. Treba imeti cilj, strmeti k temu cilju in videti luč na koncu hodnika. Funkcijo, ki jaz opravljam, jaz sem namreč osnovni izobrazbi diplomirani inženir prometno-energetske tehnike in moja življenjska želja je bila biti vodja vzdrževalcev. In res, dejansko sem to tudi dočakal, sicer doživel tako grenko izkušnjo, ampak bistveno pri zgodbi pa je, da dejansko je času, v katerem smo, če hočeš biti uspešen, je potrebno, da je biti sindikalist, biti dejansko 24 ur, vsak dan, da obstajajo sobote ali nedelje, prazniki, ne prazniki, na razpolago človeštva. Seveda, ne, to je zelo naporno, tudi zahtevno, ker je nabor, ki ga pokrivaš, zelo širok. Tukaj ne govorimo izključno o zakonu o delovnih razmerih, ne govorimo izključno o kolektivnih pogodbah, ampak seveda govorimo tudi o slovenčni zakonodaji. Konkretno, jaz sem bil na samem začetku strani stečajnih upraviteljev nagovorjen, pa kaj se vi greste? Saj slovenčna zakonodaja, to ni delovno pravno področje. Kaj se greste, ne? Mi kot stečajni upravitelji nimamo nobene dolžnosti do vas. Kje to napiše? Do upnikov, ja, ampak sindikat pa ni noben upnik. Ampak s tem konstantnim ponavljanjem in določenih elementih tudi malenkostno agresivnega pristopa, kjer moram priznati tudi kapo dol medijem, ki mi je mar za to, kar se dogaja, in prideš zdaj, ko prej tudi do cilja. Še kdo? Mogoče? Jaz bi mogoče eno vprašanje. Preko vse te debate se mi zdi, da je glavni krivec država. Dejansko preko vsi delodajalci, ker dejansko jim država dovoli vse to delo. Jaz sem recimo delal v Luki, sem delal na televiziji, sem delal na radiju. In vse posod itak sem videl, da je večina SP-jev, torej državna podjetja niso tako veliko, kako pravijo, oziroma ni toliko vredno zaposlenih, oziroma za nedoločen čas. Več SP-jev je podobno ali pa takšnih pogodb. Ampak najhujša stvar, kar se mi je v tem cajtu zgodilo, je bila ta, da je en kolega dejansko šel na univerzo na Primorskem, pač kot profesor, in je štartal delovno razmerje in dejansko ni dobil nobene pogodbe, niti na štartu. On je izobraževal ljudi, oziroma študente, in nima niti pogodbe na štartu. In dokler mi rekel, da pač ne bo izpeljal izpitov, mu niso dali pogodbe. Dejansko on pomeni, ko je dobil pogodbo, imel možnost se naslaniti na nek papir in to je to, da dejansko država ne bo nadzirala podjetja v javnem sektorju in ne bo niti v gospodarstvu, kjer ne bo naredila nič.
Tukaj se strinjam z vašo ugotovitvijo, ker tukaj je država tista, ki bi morala biti zelo. Vse dober primer imamo konkretno tukaj pred nosom. Kaj je kako? Kaj niso tam vsi elementi delovnega razmerja s temi podizvajalci? Kdo jim daje stroje? Kdo jim dejansko daje delo? In če država je to dopustila, je dala zelo jasni impuls gospodarstvu, kako se lahko manipulira z delovnimi razmerji. In to se nažalost dogaja. Samo je kakšna možnost, oziroma kaj mislim, je preko sindikatov, ne vem, kakoli, da bi se tem... Jaz bom povedal tako, ne, da 3 leta sem zdaj v sindikatu in premiki so. Je pa tako, ne, čisto odkrito povedano, težko je določenim ljudem dopovedati, da je sistem, ki je sedaj tako krut, da vkolikor bi na samem začetku narediš napako in primerno, agresivno ne odreagiraš, da je bitka končana. In tukaj se moram malenkostno pohvaliti, da je bil v Konfederaciji sindikatov 90 eden redkih sindikatov, ki je dejansko šel leta 2010 v pomlajevanje. Pa ne, da bi se hvalil. Zaposlil je mene, zaposlil je mojo kolegico, zaposlil je novega pravnika in dejansko mi gledamo zadevo malenkostno drugače. Ker vsi imamo za sabo te negativne izkušnje, ki smo izkusili na lastni koži in tukaj najboljša obramba je napad. In potem, ko to doživiš še skozi to funkcijo, ki je trenutno zasedamo, potrditev tega, potem me nihče več ne prepriča, da je delodajalec tisti, ki želi delavce dobro. Tukaj je stvar popolnoma enostavna. Je kos pogače, ta kos pogače je pa dejansko razdeljen tako, da želi delodajalec imeti svoj košček. Ne glede na recesijo, ne glede na vse. Špara se pa seveda edino na masi za plače. Če konkretno, 90% podjetij, ki so šle v stečaj in kjer sem bil tudi jaz, tako ali drugače so udeležen, vodstvo kaj je naredilo? Odpuščanje ali pa nižanje plač. Kaj pa stvari, zaradi katerih so oni pripeljani? Pridobivanje poslov in podobnih stvari. Nikoli. Vedno samo gremo nižati. Se zadeva loteti prerepo namesto pri glavi. In to je tista zadeva, ko sem celo dobil nespodobno vabilo, pridite k meni za direktorja. Hvala lepa. In dejstvo je, da vedno je piramidovalni sistem. To pomeni, jaz nikoli ne bom pozabil moje izkušnje. Ko sem šel do svoje vodje, veste, kaj je naredila? Se močno razjezila nad mano in dala name ogromno jeze. Veste, kaj sem jaz naredil? Hoteli pač ne hote. Šel do svojih podrejenih, naredil isto. Kaj so naredili moji podrejeni? So naredili isto. In zaradi tistega, ki je na vrhu, je bila cel delovni okoliš takšno veliko podlagove. Tukaj je ogromno odgovornost. Pa ne samo v gospodarstvu, ampak predvsem tudi sedaj v javnem sektorju. Ker tukaj si moramo naliti čisti ljudi. Javni sektor je velika specifika. Spremljate zadeva, kaj se dogaja v zdravstvu. Zdravstvo je vreča brez dna. Dejansko je sistem tako narejen, da še sedaj ni nobenega govora o transparentnosti. Tukaj predvsem govorimo o javnih naročilih. Tukaj se izgublja ogromno denarja. Ne pa na masi plač. To je tista osnova. To je tista osnovna stimulacija. In ko govorimo konkretno o javnem sektorju, ima hudiče božja že od leta 2008 niso imeli nobenega napredovanja. Nič. Samo klestenje in kazanje s prstom ne delaš popolnoma nič. Celo več, ko govorimo o javnih zavodih, to so te sekundarni uporabniki slovenskega proračuna, se dejansko uveljavljajo način razmišljanja projekti, evropski projekti, to nas bo rešilo. Halo, kje je pa osnovna dejavnost? Kaj je dejansko? Človek dela celo življenje, da napreduje. In potem, ko doseže en nivo, kad delodajalec reče, tukaj te ne rabim več, ne? Bo šel en projekt delati, ki je X, Y, Z. Tukaj, nažalost, se dela ogromno škoda
izključno z naslova recesije. Nikjer, pa še do sedaj nisem zasledil, da bi se dejansko kdo lotil zadeve tam, kjer se je potrebno. Mogoče potem s tem besedam, če ni več vprašanj, zaključen današnji pogovor, bi se rada zahvalila gospodu. Jaz bi še malenkostno izval te, ki si danes prišli poslušati, kaj dejansko bi najbolj izpostavili pri delu stališča kršitev delovnopravne zakonodaje. Ja, zdaj že povedal svoje. Vse je ta kadrovanje tej nevidni delavci. Ja? To, kar jaz poslušam tu, je vse v redu, prav lepo zgleda, kakšne so vse kršitve in to. Vse se je govorilo o pretekliku. Ko da je to nekoč bilo. Je še vedno. Vsak dan je, isto plačujejo še vedno na roke. Isto so ljudje delajo vse urnike brez svetih petek. Isto delajo brez plačila. In kako se pravi, da vse, kar smo zdaj govorili, isti problemi so trenutni in verjetno še bojo. Vse poglabljajo, gospod. En čas. Ja. In recimo že to, da tisti, ki dobi vizor, da pride delati v Slovenijo, mora biti pogodba, ja? In mora biti pogodba, ki jo ima delodajalec. Praktično on njegov služi. Ker je ne dobi on osebno, ampak ga dobi delodajalec. In v tem čimu ni kaj karkoli nepripravljeno. Služi lastnik, samo pa pokaže to, no mora iti nazaj v Bosno in tako. To je eden od problemov. Potem je še te ljudje, ki prihajajo iz drugje, kjerkoli, zdaj dosti tudi Bolgarov, Romunov in to, ki so v Evropski uniji in tako naprej. Vse lepo in prav, vsi rabijo denar, vse je to. To je tako izkoriščevanje na račun njihovega socialnega stanja, kjer so oni doma. Je že kapitalistično izkoriščanje njegove osebne stiske. Namesto tam narediti tovarno, jo ne narediš, in potem dobiš poceni delovnega človeka v Nemčiji. Govorimo o suženjstvu, ja? Jaz imam, ki smo govorili o rešitvah. Rešitev je vsaj načeloma isto plačilo za isto delo. Če bi se to uvedlo, vsaj v isti firmi, potem avtomatsko ne bi prišlo več do tega izkoriščevanja tujih delavcev ali pa zunanjih, podpogodbenih, tako imenovanih. Celo bi lahko bilo to na nivoju cele Evrope. Ker ne vem, in če že pri nas primer obstaja urad za enake možnosti, obstaja. Jaz vem, da ta urad je bil narejen za ženske moške. Se pravi, če ženske in moški morata dobiti isto plačilo, zakaj ne bi moški in moški? Glede na to, ki to je potem rasizem, če je on slučajno iz Bosne ali iz Romunije, on dobi manjše plačilo za isto delo, kot jaz, ki sem od tu doma. Tukaj, če dovolite, ne je rešitev zelo jasno, to tudi recimo v Nemčiji počnejo. Urna postavka po dejavnosti. Končana zgodba. Ker kaj se je recimo pri nas zgodilo s tem zakonom o minimalni plači, če dovolite? Zakon o minimalni plači je naredil ogromno škode. Zakaj? Sicer je dal eno spodnjo mejo, ampak je dejansko naredil kaj? V minimalno plačo se šteje vse, razen povračil in nadurnega dela. In kaj se dogaja? Dogaja se, da recimo vi delate hitrejše, kvalitetnejše kot jaz. In oba sem pod minimalno plačo. In na račun vaše pridnosti, marljivosti in seveda tudi uspešnosti, vi ne boste nič nagrajeni. Ker vam delodajalec itak mogel doplačevati do minimalne plače isto kot meni. Zdaj pa povejte, kje pa stimulacija za vas, da boste delali tudi v prihodnje, tako kvalitetno.
Ni nobene stimulacije. In tukaj se dejansko sindikati zdaj zauzemamo, da bi šli s te minimalne plače, ki je od 1. januarja letošnjega leta 789,15 evra. Bruto. Bo seveda vedno govorimo o bruto znesku. Da bi dali določene dodatke, ker so popolnoma skregane z zdravo kmečko logiko. In še nekaj, kar je tudi treba jasno poudariti, ta strah, ki je prisoten pri zaposlenih in tudi malenkostno izkušenj, ki so jih imeli z sindikatom v preteklosti, je pripeljal do tega, da se slej ko prej sindikati srečujemo z vprašanjem, zakaj bi bil v sindikatu. Sistem, ki je že kar nekaj časa usmerjen na individualizem, temveč solidarnosti. Čisti individualizem. In tukaj nam je celo uspelo v javnem sektorju, da smo uredili, da člani reprezentativnega sindikata in konfederacije sindikatov 90 dobivajo večje solidarnostne pomoči in jubilejne nagrade. To pomeni, da končno delamo razliko med članom in nečlanom. Celo več, ko govorimo, jaz sem tudi podpisnik kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo, elektroindustrijo Slovenije, že kar nekaj časa se z delodajalsko stranjo dobesedno ubadamo, da bi naredili skupni socialni sklad, kjer bi vsak uporabnik kolektivne pogodbe, za katero se izpogajamo mi, ne reprezentativni sindikat in delodajalec, predstavniki delodajalcev, GZS, dobili od vsakega, ki koristi to kolektivno pogodbo, 1 cent, pol centa ali pa še manj. Ta denar bi se zbiral na socialnem skladu in dejansko vsak bi dobil polovico. Veste, kakšen je odgovor GZS-ja, Gospodarske zbornice Slovenije? Ne. Pa rečemo, se dnevno govorite, da vam primanjkuje denarja. Ko boste dobili, pa ni to mali denar, ne. Kje se skriva zajček? Bojijo se ojačati sindikat. Samo to je tvoje za meč. Ja, ampak govori. Potem pa naslednja faza pride, ja, te bo zaposlil, če nisi v sindikatu. Kaj pravi ustava? Prostovoljno. Tako. Samo prostovoljno, ni to je to. Zdaj pa uvedo obratno. Ja. Vsak, ki se zaposli, mora biti v enem reprezentativnem sindikatu, katerem pa ne se izbere sam. Zato, ker noben ni toliko izobražen, kot si povedal tudi na začetku, da bi lahko sam sebe zastopal, ki tudi ne morejo. Ni tukaj samo izobrazba, tukaj je tudi dejansko ti, ko si v podrejenem položaju, so zaposlen pri delodajalcu. Da moraš se sam boriti, ker moraš dobiti enega odzora, ker si podrejen. In tudi nimaš znanja, ker imaš 20 let tega nisi prebral, niti ne veš, kje je, mogoče niti jezika ne poznaš karkoli. Bi mogli uvesti obvezno, kot je bila gospodarska zbornica, ki so imeli obvezno kmetijstva. Obrtniška. In to bi mogli uvesti zaradi tega, da je delavec varovan. Tudi zaradi varstva pri delu in zaradi človekovih pravic. Tukaj se strinjam z vami, ampak tukaj, na žalost, se gre popolnoma drugi smeri. To je demokracija. Govorimo o tem, da ni interesa niti gospodarstva, kaj šele države, da bi imela ljudi zaposlene, ki bi vedeli za svoje pravice in da bi s tem ta krog manipulacij zožili, ampak je njihov interes ravno obratno, hočejo čim več tega. Čim več v narekovajih, če se lahko izrazim, ovc, ki bo sledile čredne borove. In tukaj... Še nekaj je to glede teh zunanjih delavcev. Če bi šli izračunati, recimo, ekonomisti, ki jih imamo zdaj ne nazadnje vsako leto in produciramo 1000, še več, ki naj bi delali 40 let, in kot sindikati, pa skupaj z socialnimi partnerji bi mogli izračunati, koliko ima država. Podjetje ima nekaj od tega, ki pride delati iz drugje. Trenutno, to je trenutni ta končna številka, mesečno, letno. Ampak v resnici
je normalno, jaz jih poznam, delam z njimi. On živi tu za 200 evrov, vse ostalo pošilja svoje domov, ker je normalno, on je prišel sem zaslužiti. To je 200 evrov poprečna plača v Bosni, v Črni Gori, v Bolgariji, v Romuniji. On pošlje ves denar domov, se pravi, on tu ne koristi dobrin, ne vzema kreditov, ne zgradi družine. A vemo, da družina je osnovna celica vseh ekonomij. Temelj, to je temelj. Temelj družbe in ekonomije. Se pravi, če oni rušijo to zaradi trenutnega, samo končne cifre trenutne, se pravi, te ljudje ne vejo, da delajo proti državno. Jaz sem vam povedal primer, zopet se bom dotaknil gradbeništva, ker ste malenkostno izvali. Jaz sem imel velike probleme z načinom razumevanja teh fantov. Kaj se je dogajalo? Bili so seveda tujci, kot je gospod povedal. In konstantno sem jim dopovedoval, fantje, 40 ur na teden, 56 ur maksimalno prerazporejen delovni čas, 8 nador lahko na teden naredite. Niti podrazno. 14, 16, 18 ur vsak dan. Požvižgati na vse in dogajalo, in se še vedno dogaja, da se mu bolj splača, da pride delati za 1 evro na uro, samo da dela, kot pa da je v samskem domu in da si dela stroške. In tukaj je ta velik problem, ki je daleč od tega, da bi se sploh kdorkoli lotil reševanja. Kje je pa interes? Še da nadaljuje zadnji, pika na i. Zatem, ko dela tu toliko ljudi od drugje, tu on dobi 700 evrov, 200 porabi tu, 500 pošle dol, mi pa damo 300-400 evrov nekomu, ki je nezaposlen tle. In da ne dela. Se pravi, dvojna zguba. Nekaj pozabljate, oziroma pozabljate, morate razumeti kompletno celo zgodbo. Te podjetja, ki so in so še vedno osredotočile na zahodno Nemčijo, Avstrijo in podobne trge, ki so v času razpona slovenskega gradbeništva 2006, 2007, tudi malenkostno 2008, so množično uvažala tuje delovno silo. To so bile tako čitrkovi. Eden jih je prepeljal 50, 60, 70 z vasi in so delali in pazite, interes delodajalcev je bil, da jih ima čim več takšnih. Pa veste zakaj? Poleg tega, da so delali petke, svetke, sobote, nedelje, še ena druga zgodba. Denar se je vračal nazaj. Kdo je imel kontrolo nad tem, koliko ur je narejeno? Kdo je imel kontrolo dejansko, koliko so sploh plačeni? Idealen bazen za to, vsaki ure je toliko dam, toliko prije nazaj, boksit, ko za celo delavec pa zgarad, in zgodilo se je tudi to, in nekoč prišel delovodja, delovodja, albanske narodnosti k meni, in je rekel, pomagaj mi. Sem rekel, povejte svoje zgodbo. Poškodoval sem se huje, delodajalec me je naložil v avto, pretlažnik, in me odpeljal. In mi rekel, ko se pozdraviš, pridi nazaj. Nobene prijave nič. In rekel, sem prišel nazaj, noče sprejeti. Ma to kaj pisno? Nič. Take stvari so. Mi smo zdaj v fazi v Luki, da bi naredili tako, kot imajo v Hamburgu, ali pa zdaj bomo šli v Antwerpen, pogledati, kako imajo tam urejeno kot te podpogodbene. V Hamburgu je narejeno, tako smo prav povabili sindikalista sem, da imajo tako nekaj pool, pool, to je usporedno podjetje, kjer skrite zunanje kot. In ta pool eno leto vodi podjetje, stranišče, eno leto ga vodi sindikat. Oziroma zaposleni. Sindikat. Prav sindikat. Ja, vodi. Pravica, kot tam ne rabi, ne vem kaj. Kar se tiče obračun plač, delajo isti, razpored na delo je isti, vse. In tu v Kopru v Luki je 43
delodajalcev izven. Zdaj, ko smo tudi po 2-3 firmi, so da jih lahko preklaplja, mi smo nekako uredili vse te urnike, nekako. Kako, tedenski dnevni počitek? Ja, tam kontrolira una ulica, ko grejo noter. To je že uspeh pri takih načinih dela, ja? Tam so bili ljudje po 15 dni, niso šli z ruke. Pa se jih premetavali iz enega PC-ja v drugi drug, da niso... Seveda, ja. Kaj pa inšpekcija? Ne pride niti noter. Jaz se je klical že, govorim, v 90-ih letih, ona prvo javi, da pride čez en teden in sploh ne pride v Luko, ker samo tam na dekosilo v restauraciji gledamo. Oni brezovali. Ki je potem mogel odstopiti. Ker so ga dobili, da je šlica v medu. Dogajalo se je namreč, da je hkrati delodajalec... Ona je najmanjša šlička. Se tukaj... Samo ne jedu šefra. Ja, ne. Tukaj je treba jasno povedati, da to, kar se tudi trenutno gredo, se gredo, da dejansko žrtvuje edino majhne ribe. To glede tega je enako plačilo, ne? Ja. Jaz sem govoril s to Tanjo Fajon, ne? Ja, poslanko. Ja. In tudi Kacin je to rekel enkrat javno. Obstaja ena knjiga, ki je šla in tudi video je. V Zagrebu sicer imajo to evropsko plačanje v angleščini, slovenščini, hrvaščini, ki se kliče Hoteli smo delavce, dobili smo ljudi. In on potem daje izjavo, da to je pod evropski direktivi enako plačilo za enako delo. Ja, se pravi, to se bi dalo uveljaviti, ker jaz verjamem, da pri nas boš težko prišel do tega, da boš jim kaj dopovedal, če pa jim od zgore dopovedo, bo pa hitreje. Hitrejša pot za določene stvari čez Bruselj, kot pa od Skled do Ljubljane. Tako kot se neko, treba je zelo agresivno nastopati in imeti prave predstavnike, predvsem pa tisto, kar tudi jaz z dneva v dan ugotavljam, močno pravno službo. Seveda, se je samo pravo. To je bil tudi eden izmed osnovnih stvari, ki so me tudi privlekli, da sem šel. To ni pravna država, je pravniška. Ja. In pravo je isto, podobne probleme ima kot ekonomija. Vsako leto pride spet 300-500 pravnikov ven, vsak dela 40 let in potem te pravniki, hote, ne hote, si izmišljujejo podakte, procese, zato da imajo... Ne, govorimo o tem, da poskušajo voditi naročnik. Normalno. In oni pišejo zakone, ker njim dajo, poslanci, da morajo napisati zakona, se ga vejo nič o tem, dajo tem službam, podjetniškim, napišejo zakone, katere ugradijo notri varovalke, kateri samo oni vejo, kje so, tako da oni potem znajo spodbijati svoje lastne zakone najboljše. No, ena izmed idej, ki jo tudi jaz podpiram, da bi sindikati naredili pravni inštitut. Ja, obvezno. Ker tukaj, nažalost, je ena izmed mojih večjih razočaranj v moji karieri ta razdeljenost sindikata. Primere, ki smo imeli tam v Luki na pogajanjih, ko je bil Veselko še. Ja. Prijemo mi tam, tik pred štrajkom, oni pridejo z pravnikom. Že jaz sem bil še pred časarju proti temu, da stoji pravnik na pogajanju. Ker pogajanje ni pravni inštitut. Je interesno. Ja, je interesno, socialno interesno sfera. Razen potem, kar se mi domenimo, gre čez pravo, čez drži pravno torej. Pravnik ima potem domače naloge, da da to pravno okvirje. On je stal tam in potem so pa povabili še Sinico in še enega, in mi potem smo mogli priti našega pravnika, ki je v službi tam, zunanjega, in še mi smo mogli potem pripeljati svojega Lisjaka. In kar naenkrat smo imeli potem pravniki glavne besede na mesto. In potem na koncu je skladalo, da je to osobni proces. In potem jaz sem rekel, da tega pravnika, ki je tu, ki je naš zaposlen, plačamo mi.
delavci. Tega pravnika, ki ste ga vi vzeli od zunaj, sinico, plačamo mi, z luških denarja. In na koncu moramo mi sindikati plačati še enega pravnika, vse 3 pravnike hranimo mi za eno stvar, katero se zmeni lahko med sabo. To je edino, da je bil že hec na pol, da lisjak je pojedel sinico. In on je cel še nekaj anekdota do konca, ta pravnik, mi damo te strokovne zahteve in ta pravnik reče, ja, praktično smo vam ugodili vsem vašim željam, strokovne zahteve. Slišmo, kako ste vi ugodili? Niti eni niso, ne? Prvo sem povedal 4. člen, ki ste ga prav izpustili, ga čisto ni, neče strokovno zahtevo. To ste dali, da boste nekoč ugodili, da bo neka komisija, no ali niti eno, ne. Oni pa mi prodaja, ne, da so ugodili vsem, ne. Reče praktično. Ste dobro, do tem pravo so začeli slovenščino. Praktično kaj pomeni? Sem bil kozarec rekel, če to predstavi to, da sem do sem, praktično je to praktično. Dejansko ali praktično je ista stvar. In on ima ven, nekaj, in potem, ko smo šli ven, on je do polnoči je bila debata, on pa je rekel, pride dol ven in reče, ob 4 zjutraj moraš stati za nasvet, da poberem družino, ki je bilo sredi teh časa, in moram iti v nasvet. Samo ja, praktično si že tam. Bravo. Ja, ker jaz se pogajam za kar nekaj kolektivnih pogodb in tukaj je res, ne. Najbolj se vražam besedo lahko, ne. Ker to je nedobesedno floskula, ki ne pomeni popolnoma nič. Če lahko in podobne zadeve. Ker delodajalec da to notri, potem je to že adat. Kaj? Fraze, lahko izplača 13 plač. Če bo to in to, potem lahko izplačam še to in to. Ne, se mi v bistvu čisto res po zakonodaji imamo take stvari, ki jih nima odhoda, recimo udeležba pri dobičku, tega ni nikjer. Ja, samo tukaj govorimo o tem, da je investicija v zaposlenega najboljša investicija. Jaz sem to rekel, ker niste, to je ekonomisti so to zračunali, ne humanisti. Ekonomisti so zračunali z dolgimi letnimi študijami. Zakaj? Ker ena navadna anketa, kot jo imamo vsi lahko pred sabo. Vsakega anketa med delavci, če nariš, plača bi lahko bila boljša. To je zmeraj. Delo gre, se da. Kje so največji problemi? Medsebojni odnosi. Se pravi, tam se lomijo kopja, tam se zgubijo denarji. Tam, če nimaš motiviranega delavca, ne boš mogel novih delovnih, zgubljaš material, na času so večje bolniške zračunano, imaš nerazvit kader, ker gre stran. Sami ta human resources je ena največjih postavk, Bogomir Kovač je rekel, je včasih pred solventnostjo. Zato, ker če imaš ti dober kader, in če si družbeno odgovorno podjetje, ti bo tudi lokalna skupnost podprla, tudi država te bo podprla prej. Banke ti bojo predali, če imaš stabilno znotraj marketina, bojo dali, če ti razpada firma znotraj. Jaz dostikrat celo take zadeve s primerje podkrepim. In zopet, če dovolite, da sam zaključek, dostikrat tudi vodstveno kadrovo razlagamo, ravno to, kar ste vi povedali. Tukaj govorimo o kadru, ki je zadovoljen in kadru, ki je tudi pripaden. In povem primer konkretno mojega očeta. Oče brez izobrazbe. Skozi prejšnji sistem mu je uspelo, da je zavoljo svoje pridnosti, predavnosti delodajalcev prilezil kar tam nekje do 6. 30. razreda. In zgodilo se je, da je delodajalec delal je moj oče v Alpesu, zdaj je srečno upokojen. Delal je na oski liniji, bi se temu lahko reklo, osko grlo, in je prišel do njega direktor.
in ga je prosil, če bi lahko glede na to, da je kamion zunaj, podaljšal. Če je rekel, ni problem. In ko je bila plača v tisti mesec, delal je 4 ure več. Delodajalec mu je dal 12 ur. Če od takrat naprej ni problem. Z veseljem, z užitkom. In to je tista majhna drobtina, ki je potrebuje delavec, zato, da dejansko potem zadevo naredi. Gledaj, jaz často, ko bi ti vzeli pol urce ali 5 evrov, Toč. Ali ti dati čim manj, kakšne te variabilne, kot so osebne ocene, napredovanja in kaj. Istočasno bi pa radi, da si ti pripadnik, da boš delal še nedelje, sobote. Vsi smo... In to za to pripadnost, tudi te ekonomisti, če ne gre drugače, delijo delnice med svojimi zaposlenimi, ko se rajši kot zunanji. Notranje lastnine pomeni, imaš pripadnega delavca, ki bo solastnik in tudi se bo čutil pripaden, bo več delal, bo manj škarta, bo boljša učinkovitost, šel lahko v nove projekte. To, tako če smem povedati, to ni neka pravica, ki ne obstaja. So seveda, jaz prihajam ravno iz Sevške doline, iz Železnikov, Domel, delovna organizacija malih elektromotorjev. 10 let nazaj je prišel tujec, Američan, konkurenca, in je rekel, da krat 2 na to delnico. Ne bo šel. Država je pa bila za njim, Republika Slovenija. Ne bo šel. In so raje dali delavcem in zdaj dejansko so zgodba uspeh. To teh primerov je malo morja. Potrditev tega, kar je dolgo časa govorim, ampak treba pa dejansko ta družbeni sistem popolniti. In te premiki, kot so ti vse vstajniki, če mogoče kdo reče, da ne pomaga nič, vse pomaga. Absolutno. To so dodatni pritiski na katerokoli oblast, tudi ona, ki bo prišla. To s tem, da jaz tukaj se ne bi ustavil. Ne, seveda ne, obratno. Treba biti korak naprej, ker tukaj se morate zavedati, da država, kapitalisti se boji mase. In če pogledamo, kako genialno počnejo zadevo. Glejmo obalo. Kaj so imeli 20 let nazaj? So imeli Tomos, so imeli Mehano, množična industrija. Kaj je pa sedaj? Zakaj? Ker je v interesu kapitala, da ni več mas ljudi na kupu, ker mase ljudi delajo revolucije. Pa je dejansko zadeva speglala na nule iz tem upravljanja. Namen je pa samo, da se ta kapitalizem drži čim dlje na, mislimo, lahko rekli, oblasti. Potrošništvo in nekaj potrošništvo. S tem bi lahko razglabljali ure in ure. Razredna družba se dela. Tako. To je dober primer, zadnji podatki. 85 ljudi na svetu ima toliko bogatstva kot polovica človeštva. Se koncentrira. 85. S tem, da recesija ni vplivala, oziroma je celo povečala njihove dohodke. Na kakšen račun bo jih zdaj? Pa s temi podatki dam pa zaključimo današnji pogovor. Če bo še kakšno vprašanje, lahko pri zapusti, če ne bi se zahvalila. Tudi v mojem imenu čestitke, da ste se udeležili. Upajmo, da je bilo tudi za vas poučno, za me je bilo zelo. Jaz sem narejen kot človek povratnih informacij, tako da hvala vam.